Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali dobiti odgovor na izjemno kontroverzno izzivalno vprašanje. Namreč spraševali se bomo, ali Charles Leclerc izven skuderije Ferrari bi lahko imel prav tak status, tak vpliv kot znotraj te znamenite ekipe. Na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje pa bomo skušali kot običajno dati odgovor v naslednjih minutah. Nekoč je Enzo Ferrari dejal, da vozniki pridejo in gredo, Ferrari ostaja. In s tem enostavnim stavkom je povedal bistvo njegove skuderije. Važen je Ferrari in ne toliko tisti, ki ga vozi. Ampak danes smo priča nekoliko drugačni situaciji. Charles Leclerc znotraj skuderije ima skorajda nedotakljiv status. In tu moramo povedati, da v kratkem bo postal tisti, ki ima s to ekipo v zgodovini največ štartov. A več celo kot Michael Schumacher, ki je nedvomno največja legenda, največji šampion te ekipe do tega trenutka. In tu se lahko začnemo upravičeno spraševati, kakšna bi bila lahko vloga Charlesa Leclerca izven Ferrarija, če bi se nekega dne odločil zapustiti kdo to ekipo. Kdo bi ga vzel? Kdo bi mu ponudil sedež? V primerjavi z Schumacherjem je Charles Leclerc dosegel v Formuli 1 bore malo. In to menim, da je dejstvo, s katerim se bomo strinjali vsi, tako tisti, ki ne navijate zanj, kot oni, ki ga stavite tja v vrh tistih najboljših. A treba je poudariti, da kdaj pa kdaj lahko vidimo pri tem vozniku kar nekaj, recimo temu, kontroverznosti glede kvalitet, glede rezultatov. Čeprav bi lahko marsikdo dejal, da Charles Leclerc v njegovem obdobju pri skuderiji Ferrari žal ni imel priložnosti imeti na razpolago dominantni bolid, so tudi njegovi rezultati bistveno pod tistim, kar so pokazali mnogi drugi pred njim. Ne bomo se zdaj tu ustavljali pri Schumacherju, ampak damo nek primer nekoga, ki je bil pri Ferrariju izjemno malo časa, ampak dosegel status legende skuderije iz Maranella. In govorimo o Nigelu Mansellu. Za Ferrari je tekmoval samo 2 sezoni. Leta 1989 je že na svoji prvi dirki, veliki nagradi Brazilije, napravil majhen čudež. V teoriji takrat njegov Ferrari ne bi smel končati dirke. On jo je zmagal. In na veliki nagradi Madžarske je pokazal nekaj, kar je zapisano v zgodovinskih knjigah. Namreč na progi v Hungaroringu je prehitel Ayrtona Senno, dobesedno tam, kjer je prehitevanje po mnenju mnogih nemogoče. No, Nigel Mansell je dokazal, da možno je dobesedno vse, le želeti si moraš, le upati, moraš to in biti dovolj drzen. A ni še konec. Naslednje leto na veliki nagradi Mehike je zopet premaknil one meje mogočega. Gerharda Bergerja je prehitel po zunanji strani na tak način, da je sam Berger dejal, da je bilo to nemogoče. In priporočam vam ogled teh epizod, kajti vredne so vaše pozornosti. Nigel Mansell je upravičeno med onimi, ki si zaslužijo mesto v samem Olimpu voznikov Ferrarija, čeprav ni dosegel ne vem kakšnega števila zmag in s Ferrarijem ni osvojil naslov. A potem, ko je Ferrari zapustil, je bila njegova kariera še zmeraj bogata. Ne smemo pozabiti,
da je leta 1992 osvojil naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 in naslednje leto postal prvak v seriji kart. A vrnimo se k Charlesu Leclercu, ki bo imel ta rekord v svojih rokah, ampak tu se lahko začnemo upravičeno spraševati, ali res lahko Leclerca damo ob bok onih velikih, ki so imeli privilegij voziti za Scuderijo. Kaj je napravil takšnega, da bi si lahko zaslužil to mesto? Število štartov zagotovo ni tisti pravi pokazatelj. Ampak tu seveda ne smemo pozabiti na druge specifike tega voznika. Izjemno dober je na kvalifikacijah, ampak ta njegova prednost, kar se tiče mesta na štartnem razporedu, tudi kaže na eno izmed njegovih največjih slabosti. Namreč Charles Leclerc, vsaj po mojem osebnem mnenju, je izjemno nekonsistenten. Namreč je edini izmed onih 15 voznikov, ki so osvojili 20 ali več pole positionov, ki do tega trenutka še ni ratal svetovni prvak. In mnogi boste lahko dejali, da bo tudi težko postal z takšno konstantnostjo pri doseganju točk. Namreč Leclerc zna dirko zmagati in naslednjo odstopiti. In to je nekaj, kar ga tepe že kar nekaj sezon. Spomnimo se, leta 2022 je bil res drugi v skupni razvrstitvi, ampak 150 točk za Maxom Verstappenom. In to je ogromno. Če malce prevedemo v rezultate na progi, je bil Max v istem letu pred njim praktično z 6 zmagami razlike. In to nam pove, da marsikdaj je tudi za voznika dobro, da zamenja okolje. Da se dokaže tudi pri drugih ekipah, da pokaže, da ni samo dober, če je v okolju neke skupine, ki skrbi za njega, kot da bi bil majhen nebogljen otrok. In tu govorili smo o Maxu Verstappenu kot enemu, ki je podobno kot Charles Leclerc celotno svojo kariero nekako preživel pod okriljem ekipe Red Bulla, tako v Scuderiji Toro Rosso kot v oni glavni ekipi. In kot zanimivost, tudi kar se tiče rojstnega datuma, sta Leclerc in Verstappen dokaj blizu. Ampak Maxa Verstappena si želijo vsi, od Mercedesa do McLarena, seveda pri Red Bullu si ga želijo obdržati in v kakršnokoli ekipo bo šel, če se bo odločil za to, bo dobil vlogo prvega voznika. Vprašanje, ki se meni osebno zdi upravičeno v tem trenutku, je naslednje. Kdo si želi Charlesa Leclerca, razen Scuderia Ferrari? Kdo bi mu ponudil tisto mesto vodilnega voznika v ekipi? Mercedes, McLaren, Red Bull, Aston Martin? Ne vem. Nisem videl kakšnega pretiranega navdušenja, preden je zopet podaljšal pogodbo s Scuderijo. In tu seveda prihajamo v tisti del našega prispevka, ki bo nekoliko polemičen. Če si pri Ferrariju želijo nekako nadaljevati z to zgodbo, ki smo jo gledali skoraj da prejšnjih 20 let, je prav, da se nekako oprejo na Charlesa Leclerca. Ampak če želijo doseči končno naslov, bo potrebno napraviti tudi kakšno menjavo. Konec koncev, na primer Kimi Räikkönen, zadnji, ki je s Ferrarijem osvojil naslov, je to napravil v prvi sezoni, ko je bil v Scuderiji. In seveda pogrevati ene in iste zadeve tolikokrat je po mojem mnenju neproduktivno. Kajti tistega, kar je sposoben Leclerc, mislim, da smo videli vsi. In tudi zanj bi bilo bolje, če bi si nekako omislil drugačno kariero. Namreč biti stalno v Ferrariju res pomeni, da bo priljubljen pri publiki,
ampak mogoče se ne bo nikoli dokazal za tisto, kar je v resnici vreden. Namreč lahko se zgodi, da bo Charles Leclerc do konca svoje kariere v Formuli 1 oni, ki ni izpolnil pričakovanj, za razliko naprimer od Maxa Verstappena. In tu se sprašujem, če bo on v trenutku, ko bo zapustil Ferrari, še vztrajal v Formuli 1 in če bo, kdo mu bo ponudil priložnost. Izmed onih velikih, izmed onih tam spredaj. Verjetno marsikdo bo dejal, da voziti za Ferrari je bolj pomembno kot postati svetovni prvak. Ampak takšnemu bom jaz odvrnil, da o Formuli 1 ne ve kaj dosti. Namreč gledati s čustvi je nekaj, ampak govoriti nebuloze je čisto nekaj drugega. Postati svetovni prvak, imeti isto številko 1 na nosnem konusu je v bistvu ono, kar žene vse, ki so na štartnem razporedu. Od onega, ki je na najboljšem štartnem položaju, do tistega, ki se je znašel na onem 22. štartnem mestu. In to je nekaj, kar nekako spravlja položaj Charlesa Leclerca v dvomljive vode. Namreč obljublja, obeta, vsi ga pričakujemo, ampak nikoli se te želje ne izpolnijo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v sezoni 2026, pa čeprav je zmagal eno dirko, priznajmo si, ne kaže preveč dobro. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.